ker od enkrat je videla posnetke, začeli so hoditi do nje in govoriti, kaj jaz delam. Na začetku se par dni nismo pogovarjale. Čeprav zdaj, tako kot sem razumel tvojo mamo, zaslužiš tudi 2000 evrov na dan. Imaš kakšne punce, ki so dobile že v enem letu 83 milijonov. In ko ostane, kaj narediš tam? V bistvu sem razmišljala, da bi kaj dala v zlato ali nepremičnino. Zdaj sem kupila ta 5 BMW-ja. Imam si željo tudi kupiti driftalca. Sam tvoj sin bo dobil telefon in potem bodo njegovi sošolci lahko videli te vsebine za nazaj. Kako mu boš to pojasnil? Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi podcasta. Danes je z nami Lucija, njeno umetniško ime je Astra. Lucija je ustvarjalka vsebin na OnlyFans platformi. Ona pravi, da se temu reče OnlyFanserka. Do Lucije smo prišli preko njene mame, ki je zaključila pri nas tečaj NLP praktik in rekla, da je tudi zato, da Luciji pomaga, prišla na to delavnico. Lucija, dobrodošla. Živijo. Morda velja še poudariti, da sama platforma OnlyFans je v osnovi bila pripravljena oziroma narejena za avtorje. Zelo simpatični, zabavni primeri ljudi, ki objavljajo na platformi OnlyFans, so na primer nekdo, ki hodi po snegu. In vse, kar snema, je hoja po snegu. In snema sebe, kako hodi po snegu v petkah, kako hodi bos, kako hodi v različnih čevljih. In ljudem je smešno, zabavno, pomirjujoče, da poslušajo, kako se ta sneg udira pod nogami. Potem imamo nekoga, ki je naredila profil za svojo mačko. In v bistvu snema mačko, kako spi, snema mačko, kako se premika in hodi na kavč, na posteljo in tako naprej. In mimogrede, ta oseba ima več naročnikov in več prihodkov kot marsikateri drugi ustvarjalec vsebin, ki se izjemno trudi, da pripravi neko kvalitetno vsebino. Kako pravzaprav se tvoja zgodba začenja? Kdaj si dobila navdih, da boš začela objavljati vsebine na OnlyFans platformi? Pa že od skozi so mi bili ful všeč avtomobili in vse te stvari in sem imela željo po temu, ampak nikoli nisem imela želje delati tako po 8 ur vsak dan, tudi probleme imam z vstajanjem zjutraj in sem probala poiskati kakšno lažjo pot. In sem slišala za veliko punc, kakšnih Slovenk, ki so si hitro lahko celo hišo kupili s temu, ki so, delale 1 leto, 2 leti in si kupile na morju, stanovanje, kakršenkoli avto so one hotele, vse. V bistvu sem jaz tako dosti tudi sramežljiva, pa tako vse bila, v šoli sem bila skozi tih, ampak sem se opogumila, zato ker sem si želela kupiti določene avte in tako. Pa isto sem rodila zelo mlada, pri 17, nisem imela službe, pa nič in sem rabila denar, tudi ko sem s fantom šla narazen, ker ni nič prispeval pri otroku, ne. In sem pol prišla na to idejo, da bi začela z OnlyFansom. Zdaj, tvoja mama, ko se je prijavila na NLP praktik, je rekla, jaz bi rada Luciji pomagala, da jo odvrnem od tega. Torej, ko je mama prvi slišala za to, da ti ustvarjaš te vsebine, verjetno ni bila navdušena. Ja, tako, ker od enkrat je videla posnetke, take čudne, tudi z bivšim fantom, in ko so ji vsi začeli pošiljati, hodila je po cesti, začeli so hoditi do nje in govoriti, kaj jaz delam. Na začetku se par dni nismo pogovarjale in je rekla, da
pač je zelo razočarana nad mano in vse. Tudi sva se kregala in vse, ni mi verjela, nič, da s tem lahko sploh karkoli zaslužiš. Mislila je samo, da se dajem gor pač naga po internetu, tako za brez veze v bistvu. Ampak poj kasneje pač videla, da kaj dobiš iz tega, da pač imam boljše življenje in vse. In pa se je nekako temu sprijaznila, tako da zdaj me še podpira in vse pri tem. Zdaj, jaz kot oče dveh hčerk, če bi prišel do mene in bi rekel, tata, jaz se ukvarjam z OnlyFansom, ne vem, ne bi bil navdušen, če rečem najmanj, ne, in bi tudi se trudil, da bi jih od tega odvrnil. A bi jih odvrnil tudi, če bi, ne vem, kupila 2 stanovanja iz tega? A bi še kar bil jezen na njih dve? Ne vem, tako zdaj se postavim v vlogo tvoje mame, ne, ali pa sebe kot očeta, in moja prva misel je, ne samo, da mi je lahko neprijetno, tudi strah bi me bilo za njih. Ker ne vem, kdo so ti ljudje, ki vidijo te vsebine. Ne? Kdo so pravzaprav stranke, ki te gledajo ali pa V spremljajo? bistvu na začetku sem jaz mislila, da to uporabljajo bolj starejši, pa sem ugotovila, da so zelo mladi, zelo taki, ki še sploh polnoletni niso, da želijo dostopati do takih stvari. Tako da jaz večinoma ljudi, ki imam gor, so stari 20, 22, do 25, nekaj tacka. Se pa najdejo kakšni redki, ki so tudi tako po, ne vem, 40, kaj tacka. Ki so zelo stari. Pol. Ja, Torej, ljudje pridejo in te spremljajo s kakšnim namenom? Kaj pravzaprav dobijo? Pa jaz samo sebe pač snemam po Instagramu, po TikToku, hodim v fitness, da imam pač dobro postavo in jih zato pač dosti zanimam vse, ne. In hočejo še kaj več videti in me začnejo pač iskati povsod, pač raziskovati moja omrežja in s tem poj najdejo take profile pač na OnlyFansu. Tako da, Aha, Zanimivo. to pomeni, ti uporabljaš socialna omrežja, TikTok, Instagram. ja, da Še se kakšno s tem. Pa v bistvu ne, mislim Reddit za Ameriko pa tako. Aha, Reddit uporabljaš za Ameriko. Torej, to so zdaj omrežja, ki jih uporabljaš, tam objavljaš neke kratke posnetke. Ja, po 12 sekund, ampak sem normalen pač oblečena. Naprimer, sam hodim po cesti 10 sekund, kolegica me posname in to objavim gor. In fantje pač komentirajo, začnejo me iskati pa tako. In potem, če želijo več, grejo na OnlyFans Ja, in in tam plačajo. potem, ko se subscribajo, pač vidijo, ne vem, v gatah pa tako vse, ne. Če pa hočejo pač še več videti, pa je pa še dodatno pač doplačilo, ne, če hočejo kakšne posnetke, lahko dobijo custom in napišejo karkoli hočejo v videu in dobijo vse tako. Torej, koliko stane ta naročnina? V bistvu je 3 evre sam na mesec, ampak pač to je akcija ta prvi mesec, Kaj pa drugi mesec? 10. Tretji? Pač isto 10, Ostane ampak 10. ja, ampak s tem lahko pač vidijo samo normalno, kakor v kopalkah pa tako. Vsi, kakor pa hočejo kaj dodatnega videti, pa pač napišejo željo, kaj želijo in pač doplačajo to. Koliko pa morajo doplačati za več? Pa ne vem, kakšen posnetek, kaj dolg 10 minut bo dal za njega, ne vem, 30-40 evrov, kaj tacga. Spet pomislek, toliko, da mi dovoliš, da to izražam, je to, da je kakšen strah prisoten pri tebi, da boš čez nekaj let, ne vem, slavna na nekem drugem področju, pa ti bojo ti posnetki, ki so zdaj nekje zunaj, lahko škodili tebi ali pa celo otrokom. Ja, v bistvu ja, to je malo slabo, ker te vsi poznajo po temu in naprimer ne moreš nikjer normalne službe najti ali pa karkoli, ker vsi vejo, kaj delaš. Če bi, ne vem, hotela biti sodnica ali pa karkoli tacga, ne bi nikoli mogla biti. Verjetno. S tem, da tukaj verjetno tudi ne iščeš neke normalne službe, ker če prav razumem, Pa v bistvu ne, sam, ker vem, da imaš to stvar za 2-3 leta, pol pa po moje to počasi dol pade, zdaj jaz sem dobro glih začela, ne. Samo pol čez 3 leta pa ne vem, kaj bo, ko zmanjka
baze ljudi v Sloveniji, ki te hočejo pač videti, ki so te vsi že videli in pol jih ni več. Čeprav zdaj, tako kot sem razumel tvojo mamo, zaslužiš tudi 2000 evrov na dan. Pa ja, v bistvu toliko ne smem razkrivati pač teh zaslužkov pa tega, tako da. Mislim, tveganje teh zaslužkov, ki so dosti visoki, ne, je to, da bo kar naenkrat ogromno prijateljev, prijateljc, ki bojo hoteli biti s tabo samo zato, ker imaš dosti denarja. Ja, to imam isto probleme, ja, ker ne vem, spoznam fante, ki si poj želijo sposojati denar, pol me začnejo že k temu izsiljevati, a ne, da sem pač grozna oseba, če ne dajem, itak pač dobiš, zakaj ne bi dala. Isto pač kolegice želijo, da jaz vse pač častim in pa pač nimam glih neke želje tako zapravljati na vseh drugih ljudeh. Mislim, tvoja želja je, čeprav razumem, da si zdaj ustvariš neko premoženje in potem lahko bolj mirno živiš v prihodnosti. Ja, zato da ne bi pač kasneje rabila delati. Tako. In to boš počela 3 leta. Ja, kakšne 2-3 leta, ja. Mislim, mogoče bom pol še kaj naprej, sam ne vem, če bo iz tega glih še kaj tako. Pa tudi starejši, ki si poj te nočejo več to gledati, če je ženska mlada, jo rajš gledajo, kakor starejše ženske, na primer. Čeprav imaš pa tudi kakšne starejše ženske, ki so stare tako 40, ki jih tudi vidiš, da delajo OnlyFans. Tudi to imaš. To so zelo stare pa že, 40. Sam vse se najde. Kakšnim je tudi to všeč, kakšnim mlajšim, da gledajo starejše. Mislim, ja, to se zdaj malo hecam, ne, ker sem že 50 plus, ne, in tvoje stranke so večinoma moški, to tudi kakšne ženske, ki te spremljajo? Imam tudi kar nekaj žensk, ja, ki me gledajo, ki so jim všeč oba dva spola, ali pa tudi punce. Večinoma so moški. Kakšnih 90% so moški, je kar dosti žensk. Tako nisem si predstavljala, da bom imela toliko žensk, ki se subscribajo, ampak sem zdaj vidim, da jih je kar veliko. Torej, zdaj v par letih boš verjetno postala milijonarka, potem se boš upokojila pri 23. Kaj boš pol počela? Pa ne vem, imam željo, da bi mogoče šla tudi iz Slovenije, tudi ne vem, za kakšen let, za več časa. Ker mi je tudi všeč, da me tam pač izven Slovenije ne poznajo ljudje. Ker tukaj kamorkoli pač pridem, se veliko ljudi hoče in slikati z mano, pa se pogovarjati, ali pa me zajebavajo, pa se pač derejo zunaj. Tako. Ko se hočejo slikati s tabo, ti je to prijetno? Odvisno kdaj. Če imam kakšen slab dan, take ljudi sam, ne vem, grdo pogledam, pač ne morem več tega. Imam pa kakšne pač dobre dni, ke pridem, ne vem, na kakšno avtobusno ali pa karkoli. Ampak se je pa zgodilo, da so že fantje, ki so bili stari tako, ne vem, 10, 11 let, da so se hoteli slikati, ke sploh ne vem, od kje bi vedeli, kdo sem, pač ful prezgodaj so na internetu kakšni. Torej, ti imaš otroka, torej sina, ne? Ja, Ki si ga dobila, ko si bila stara 17 let. ja. In ti njemu ne boš pustila, da gre na te Mislim, platforme. glih pri 10 letih tako ne bi hotela, da zdaj glih gleda nage ženske pa tako, ali pa na pol nage. Kdaj je primeren trenutek? Pri kakšnih 14. Aha, to je, ko boš star 14 let, boš rekel, tukaj imaš telefon in zdaj lahko rešiš na socialno mrežje. Ali tudi ne? Pa v bistvu ja, pri 14 bi mu že pustila, ker takrat se nekako že zavedaš, tudi se spomnim, da takrat sem se jaz tudi že objavljala pri 14 po Instagramu pa tako. Zdaj, kako to, da si v resničnem življenju sramežljiva, v tem virtualnem ti pa ni nerodno? Pa v bistvu vsi se mene predstavljajo, kakor da sem pač glasna, da si vse upam. Ampak na primer, ke me v živo vidijo, jaz ne upam včasih niti pozdraviti ljudi, pač se bolj umikam od vseh. Isto družbo imam pač majhno in sem bolj tiha povsod. Isto sem bila v šoli. Ampak na internetu sem pa ja, me pa vsi poznajo, pa sem glasna pač. Pa upam vse napisati, ni me sram karkoli pač povedati in napisati. Kaj so pa meje? Imaš kakšno mejo vseeno, čez to mejo ne greš?
Pa v bistvu upam nekako vse nekako gor napisati pa objaviti. Po moje nimam glih meje. Torej, karkoli nekdo pride in te vpraša, če bi naredila, si takoj za. Pa v bistvu tako na internetu jaz zdaj v živo stvari ne delam, se ne dobivam z ljudmi, čeprav imam zelo velike ponudbe pač, da bi se to dobilo v živo, ampak tega ne bi nikoli naredila. Kaj pomeni, da jim povej, kaj pomeni zelo velika ponudba? Ker mi kdo reče, če bi za 5000 evrov prišla z njim v hotel, ampak kakšne take stvari pač jaz ne bi naredila. Ko bo tvoj sin zdaj star 3 leta, koliko je? Ja, 2,5. 2,5. Ko bo tvoj sin star 18 in bo rekel, mama, jaz bi bil tudi ustvarjalec vsebin na OnlyFansu, bi mu to dovolila, bi se strinjala s tem. Zdaj ponavadi fantje glih ne delajo tega, razen če jim je všeč pač isti spol, da se tako oblačijo bolj kot punce in tako. Pol isto uporabljajo to, ampak nikoli niso tako uspešni, kakor so lahko punce pri temu. Torej OnlyFans je potem pretežno ženska Ja, platforma. fantje so bolj uporabljajo, da jih gledajo, punce se bolj slikajo gor. Tako večino časa. Ti v bistvu si mi rekla, da govoriš večji del časa v slovenščini. Torej, v resnici so tvoji uporabniki Slovenci oziroma Ja. Američani in ljudje pač kjerkoli pol naprej po svetu. 90-95% je Slovencev. In tu si rekla, da so večinoma mlajši. Ja, stari 20-25. In ko ti je, če imaš dober dan, si vesela, ko se slikajo s tabo, ko imaš slab dan, ali pa so neprijazni s tabo, takrat kaj narediš? Se umakneš, jim rečeš, ne bojo tiho, kako? Ja, imam kakšne dni, ko se oblečem v najbolj ohlapne obleke, hodim s kapuco okoli, pa me vse ne vem, kako prepoznajo, tudi če si dam nem sončna očala gor, me vse vidijo. Naprimer, ko pridem v McDonald's, si derejo pač Astra, pa letijo za mano, se je zgodilo tudi, da meni že po riti pač vžgal, tudi take sem imela že. Kaj si ga pol vžgala nazaj? Ne, zato ker je on poj pobegnil. Ja. Ja, pak Pa vse si upajo. Hvala boš rabila kakšnega bodyguarda, da bo hodil s tabo. Drugač, ja, ko hodim ven, če je kadarkoli okoli mene moška družba, noben nič ne upa, ampak jaz nikamor ne hodim sama, pač zmeraj imam koga s sabo, vsaj kolegico ali pa kogarkoli, ker najslabše je, če sem sama, takrat si največ upajo vsi. Še zmeraj nisem prepričan, da sem dobil tvoj odgovor. Rekla si, da večinoma so to ustvarjalci vsebin, so ženske. Pa če bi tvoj sin, ko bo odrastel, to isto počel, kar ti počneš, ga boš podprla? Meni se zdi, da bi ga podpirala zaradi tega, ker sem si jaz polepšala življenje s temu in se mi zdi, da bi si ga mogoče tudi on. Čeprav glede na to, da je moški, bi težje kaj ven iz tega dobil. Ali pa bi ga bolj fantje gledali, kar je malo drugače, kakor pri meni, na primer. Če ti si rekla, da imaš 10% tvojih sledilk ali pa naročnic so ženske. Sam, ki bi on rabo res ratati popularen, da bi toliko najdu moških, da bi se njemu subscribali. Kako je biti starš pri 17? Pa v bistvu mi je v redu, zato ker imam veliko pomoč od moje mami, ki je v bistvu njegova babica. Mi skozi pomaga, kamorkoli grem, ima zmer čas, da mi ga merka. Pa vse. Zdaj malo mi je bilo težko, ker sva z bivšim šla narazen, zaradi tega, ker sem bila mlada in ostala sama, se tam malo mu brez službe pa to. Ampak zdaj je vse pač boljše in v redu. Sva se pa tudi ful kregala, kdo ga bo imel, kdo ga ne bo imel. Sem zdaj, ker ta tvoj bivši fant vidi, kako si uspešna, se hoče vrniti k tebi? Ja, se je probal vrniti, sem mu tudi pač pomagala, ker je imel probleme, da je bil dolžen pa tako. Se je že probal vrniti, ampak sem ga vsakič odvrnila stran,
ker sva se skozi preveč in kregala in vse. Je bil tudi dosti nasilja in vse med nama, tako da se ne mislim več vračati nazaj. Mu pa pomagam, če karkoli, kadarkoli rab. Čeprav zdaj, ko bo nek fant hotel priti v tvoje življenje, kako boš vedela, da pride zato, ker ima rad tebe, ali pa pride zato, ker si ti uspešna ustvarjalka vsebin, milijonarka, imaš super avto, mislim, kakšen avto imaš zdaj? Ja, zdaj sem kupila ta 5 BMW-ja, zdaj. Ampak še kar imam rajš starejše verzije avtomobilov, ker pri novejših je elektrika in to vse tak problem. Mi niso všeč, bolj sem fan teh tudi oldtimerjev in tako. Vem, da s temi avtomobili tudi nekaj dirkaš, kaj delaš z njimi? Ja, lih 2 tedna nazaj sem bila v Nemčiji na dirkališču, na Nürburgringu. Zdaj imam si željo tudi kupiti pač driftalca, pa da bi hodila na te tekme, pa tako. Kaj je driftalc, to povej mi, kaj jaz ne razumem. To je avto, ki pač z njim lahko driftaš, ki je predelan tako, da ga lahko mečeš po stran, pa tako. Aha, driftat pomeni, da se nahne po strani, tako? Ali? Pa ke se kadi začne, veš, ke se gume Aha, kurijo. to je driftalc. Mhm. To je, koliko stane tak avto, to je neko? Pa v bistvu driftalci niso tak problem, bolj je problem ga predelati v driftalca, ker to lahko traja tudi, ne vem, leto ali pa kaj, da najdeš vse dele. Tako. Je pa tudi dosti malo punc, ki se ukvarjajo s takimi stvarmi. Zdaj jaz ne poznam nobene, sem pa hotela poiskati kakšno kolegico, da bi jo isto kaj tako zanimalo. S kakšnim namenom? Tako, da bi poznala kakšno žensko, ki, ne vem, tudi zanima take stvari, da nimam samo moške družbe. Aha, govoriš ti z avtomobili, pa driftalci, pa Ja, BMW. Čakaj, imaš tudi tatu, kjer je v bistvu BMW znak narisan, ni? Imam isto. Nimaš pa tatuja za driftalca. Pa se v bistvu BMW-ji so nekako driftalci. Ja. tako da. Dobro, to se moraš še kaj naučiti z tega področja, ker avtomobili niso njih moja najbolj močno področje. Rekla si že prej, da nimaš nekih meja. Torej, ko nekdo ti ponudi 40 evrov, narediš praktično vse, kar reče, Na posnetku gor. na posnetku. Vse. In to je personaliziran posnetek. Ja. To ti vzame koliko časa? 10 minut. In to počneš sama snemaš, ali kdo zraven tebe, ko snemaš? Sva tudi z bivšim snemala, pa v bistvu te personalizirani te posnetki so ponavadi po malo več. Zdaj te, ki pa vsem pošljem enake videe, so pa tako po 30, 40. Kaj pomeni več? Lahko tudi 80, če zdaj hoče pač daljši posnetek. A ti na drugi strani veš, kdo je, ali je to spet anonimno na drugi strani? Večinoma je anonimnih, imajo tudi zelo čudna imena, zato ker se kakšni zelo malo čudno tudi obnašajo in napišejo kakšno čudno stvar. In, ja, zelo redki imajo svoj ime. Noben pa po mojem nima priimka gor svojega. Ko oni dobijo tvoj posnetek, ti veš, da so ga pogledali, oziroma niti ne vem, kako točno platforma deluje, oni si lahko to downloadajo dol, ali? Ja, vse lahko pač naredijo posnetek zaslona v bistvu. Vse lahko posnamejo. Imam pa jaz tudi opozorjen, da je vse avtorsko zaščiteno in da če bi videla, da kdo kaj naprej daje, da bi ga lahko prijavila. Komu to prijaviš? To se nisem še glih pozanimala, tako kako, ampak vem, da imam svoje avtorske pravice. Kako pa si razdeliš zaslužek s platformo? Koliko pobere platforma, koliko dobiš ti? 20% poberejo. Platforma. In ti dobiš 80%. Kako prideš pol recimo na 2000 evrov na dan? Je toliko naročnikov, ali je več tistih personaliziranih videotov?
Ja, ne vem, jaz na primer svojim sledilcem pošljem posnetek in jaz to pošljem, ne vem, tisočim ljudem ali pa 2000 ljudem. In pol, kdor ga odpre, ga odpre. Če naredim nov posnetek, ga večinoma ljudi po navadi odpre. In pa se tako, to se šteje. Kako pogosto pa to, recimo, moraš Ja, delati? pošljem tudi, ne vem, kakšna 2 posnetka na dan vsem. Daljša. Ja, po 10 minut. In to snemaš vsak dan ali si kakšen dan vzameš fraj? Ja, zdaj po navadi skozi snemam, pač vsak dan. Kako pa, si rekel, da težko vstaješ, kdaj vstaneš? Po navadi vstajam okoli 12, enih, dosti pozno. Pa ogromno spiš, da greš pa spat? Znam iti tudi dosti pozno spat, tako okoli 4 zjutraj. Kaj počneš do takrat? Takrat ustvarjaš vsebine ali? Tudi, ja. Kako? Vzunaj sem, vozim se vzunaj Ponoči. ali pa se snemam. Ja. Ker ponoči ni drugih ljudi, ki bi te opazili, zato si bolj sama takrat lahko? Tudi ja, čez dan sem dosti malo zunaj, pač mene čez dan ne vidiš v trgovini ali pa kje tako zunaj. Ja, sem tudi ob 3 zjutraj, trgovine so pa zaprte takrat. Ja, saj ponovadi ne hodim v trgovine. Aha. Naročiš vse preko spleta. Kaj pa fitness, ko hodiš? Hodim ob 11 zvečer ali pa tiskaj je odprt celo noč, takrat, ko ni nobenega tam. Se pa kdaj najdejo kakšni, da je eden ali pa 2 v fitnessu. Sledilci ali ne? Tudi sem dobila že, da je moj sledilec bil v fitnessu, ja. In je se začel pogovarjati z mano. V fitnessu pa ne snemaš vsebin. Za Instagram, ja. Aha. Kako se raztegujemo in tako naprej. Čak, staneš opoldne, je tudi otrok potem v takem istem ritmu življenja, da tudi on vstane opoldne. Pa v bistvu, zdaj jaz sem začela tako pozno vstajati, odkar sem ta malega odvadila od dojenja, ker ga nisem mogla do drugega leta odvaditi na drug način, kakor da je spal v drugi sobi. Zraven mami pač spi v sobi, mami gre pa zjutraj delati in še njega zraven pelje v vrtec, pol se pa jaz zbudim in ga grem iskat loh. Aha, bravo. Torej, mama v bistvu zjutraj poskrbi za nje, Ja. in ti pol opoldne vstaneš in greš. Ja, v bistvu na ta prvo leto sem jaz ga vozila, ta drugo leto, ko sem ga pa zdaj od dojenja odvajala, ga pa ona vozi. Imaš kakšne vzornike ljudi, katerim bi rada bila podobna? Pa v bistvu imam bolj jaz ljudi, ki hočejo biti meni podobni, kakor da bi jaz hotela biti. Mislim, so ljudje, ki na OnlyFans platformi zaslužijo več kot ti. V Sloveniji ne, Kaj v tujini? to pa ja. Imaš kakšne punce, ki so dobile že, ena Sophie Rain je dobila v enem letu 83 milijonov. Aha, ta Sophie dobi 83 milijonov, kaj ona počne drugače kot ti? Počne iste stvari, samo da živi v Ameriki, tam je več ljudi in več ljudi jo spremlja, večjo promocijo dobi. Če bi ti znala angleško, misliš, da bi potem imela več? Meni se zdi, da če bi se jaz preselila v Ameriko, da bi lahko jaz tudi prišla do tega. Mislim, sej, tukaj v bistvu, ne vem, če vprašanje lokacije, itak platforma deluje po celem svetu, zakaj bi se morala preseliti v Ameriko? Čem je Pa razlika? v bistvu, če ti objavljaš na TikTok in Instagram, greš ti ljudem bolj po Sloveniji gor na telefon. Če imaš pa ti lokacijo v Ameriki, te pa Američani bolj gledajo, ker je tudi večja država in je to tam bolj popularno, kakor tukaj. Aha, to pomeni, da v bistvu izziv je ne toliko OnlyFans, bolj je izziv te socialne omrežja, s katerimi zdaj si ti v bistvu prisotna bolj v Sloveniji in zaradi tega kaže to Slovencem. Ja. Ja. Torej, tvoja mama rekla, da pomagaš tudi drugim, da postavijo svojo platformo. Ja, sem kar nekaj puncem že pomagala, da so isto uspele. Imam prijateljico, ki je isto mami, samska mamica, ki je tudi zelo uspela pri tem zdaj z mojo pomočjo.
Kaj njim ti svetuješ, ko jim pomagaš? Pa v bistvu one me sprašujejo, kako mi uspe kaj. Jaz jih tudi objavim gor, jih naprej promoviram prek sebe. Dobiš kaj provizije za to? Ponavadi ne. Se mi pa zdi, da bi lahko kaj dobila. Kaj si se največ naučila v tem času, ko to počneš? Da veliko moških, ki imajo žene, uporabljajo take stvari in fantov, ki imajo punce, da jih isto zanimajo druge ženske. In kaj ti rečeš, pol, ko to vidiš, kaj jim rečeš? Ja, nimam kaj za narediti, a ne. Pač taki so fantje, taki imajo svoje potrebe, da vidijo, če jim je nekaj všeč. Imaš tukaj neko priložnost, da bi mogoče potem ženskam, torej ženam rekla, dajte to narediti. Ja, Doma. lahko bi jim rekla, ampak jih je preveč takih, da bi se še s tem ukvarjala. Pa tudi meni se zdi, da bi bila jaz na slabšem, če bi te, ki imajo partnerja, pač odvračala. Ker oni so tvoje stranke. Ja. So pa tudi bile že kakšne punce jezne name, ki so mi njihovi fantje pisali. Oni v bistvu dobijo dostop, s tem, ko so v OnlyFans platformi, dobijo dostop do tebe osebno. Ja, lahko se pogovarjajo z mano. Audio ali sam tekstovno? Pa v bistvu lahko gremo tudi videoklic, navaden klic. Imajo možnost do vsega. In tukaj si rekla ti v bistvu, da angleščina ni tvoj jezik, ne? Ker če bi to znala, bi lahko govorila tudi s tujci, zdaj jih imaš samo 10%. Ja. Mal mi je težje tudi s tujci pa tako, ker tudi nisem srednje šole naredila, imam samo osnovno šolo. Tako da. Tukaj zdaj se učiš kaj angleško, da bi to izpopolnila? Pa ja, saj osnovno znam tako. Ne bi pa rada več znala. Ti je Pa čisto v bistvu dovolj. nimam potrebe tako znanja. Ne glede na to, da v tem trenutku nisi uspešno zaključila še srednje šole, jaz ti še vedno svetujem, da nekaj svojega časa nameniš izobraževanju, učenju. Da prav na tem področju, kjer bi rada se izboljšala, iščeš ljudi, ki ti lahko pomagajo, da postaneš boljša verzija same sebe. In sicer lahko postaneš boljša tudi v tem, kar počneš znotraj platforme, lahko postaneš boljša v starševstvu, lahko postaneš boljša v partnerstvu, v zdravju, v športu in tako naprej. Torej, na vsakem področju se lahko izboljšaš in del zaslužka vedno nameni svojemu učenju, svojemu izobraževanju. Warren Buffett, eden najboljših, najbolj znanih investitorjev vseh časov, večkrat poudarja, da je najboljša investicija je investicija v znanje. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, napišite, da ste poslušali, gledali ta podcast in kakšen se vam je zdel. Recimo, ne vem, koliko poznaš Bonnie Blue in njeno zgodbo. Ja. To je zgodba, ki ne samo, da razdvaja ljudi, je tudi dost negativnih komentarjev na nekem svetovnem nivoju povzročila. Kako gledaš na take negativne ali pa ekstremne zgodbe? Ja, za meni tudi ona ni preveč všeč, ker naprimer to, da s 1000 fanti v enem dnevu je kar ekstremno, tudi za te spolne bolezni in vse. In se tudi, ne vem, čisto raztegne, sploh je bil pa ta Bonnie Blue je bil najprej moški. Torej, to je tudi zate preveč. Ja. Ker že prej nisem razumel, kje je pri tebi meja. Meja pri tebi je srečanje v živo ni. Ja. In meja je kaj še? Po internetu lahko vse, v živo pa nič. Tako je v To je to bistvu. meja. Ja. Okay.
Kaj bi ti svetovala svoji mlajši različici? Da zdaj lahko uporabljajo take stvari, kakor jih jaz, sam se morajo zavedati, da bojo v prihodnosti lahko imele probleme s tem, da si ne bojo mogle pač službe najti, da jih bojo vsi poznali po tem, je pa njihova odločitev, a ne. Torej, ti se zavedaš negativnih posledic Mhm. in kljub vsemu to počneš. Ja. Mislim, tvoja mama, vem, da si je nekje tiho, skrito želela, da bi te odvrnil od tega, vendar te ne morem odvrniti, je res. Če ti zdaj Ja. rečem, tega ne početi, prosim, najdi si neko drugo službo, ti boš rekel, ne, jaz sem stara, da si 20, 20. ja, jaz sem stara 20 let, jaz bom to počela še naprej. Ja, v bistvu. Ne vem, če bi me karkoli lahko odvrnilo od tega. Kaj bi te, če bi te? Mogoče, če bi si našla kaj drugega, da bi lahko zaslužila pri tem, ampak bolj težko. Čeprav vem, da počneš tudi nohte delaš, ne, zraven. Tudi je. Sam ne moreš primerjati zaslužka z nohti ali pa z OnlyFansom. Ne. Prej sem z nohti, mogoče sem lahko tankala, pa si kaj majhnega kupila, ampak ni bilo to, bila sem še kar dolžna ljudem, ker sem si rabila sposojati, ni dosti velik zaslužek. Meni se na primer zdi, da bi normalen Slovenec mogel imeti plačo vsaj 4-5 tisoč evrov na mesec, da bi lahko normalno živel. Zdaj, ko imaš pa recimo, da ne govoriš o številkah, recimo 2000 evrov na dan, ne, približno, je pa lahko tankaš in še kaj ostane. Seveda. In ko ostane, kaj narediš tam? Investiraš v... V bistvu sem razmišljala, da bi kaj dala v zlato ali pa kaj takega ali pa nepremičnino, sam ne vem še točno. Lahko pomisliš, če zdaj kupiš na primer BMW, ki stane 60 000 evrov, bo ta avto čez nekaj časa manj vreden. In tukaj je moje povabilo ali pa nasvet, če smem, to, da načrtno investiraj zaslužek v to, kako lahko denar dela zate. Da poiščeš neke varnejše oblike investiranja, da poiščeš finančnega svetovalca, nekoga, ki ti lahko pri tem pomaga, da se izogibaš ljudi, ki vidiš že v samem začetku, da se družijo s tabo samo zaradi denarja, in pogledaš, kaj je tisto, kar si želiš, da bo ti kasneje prinašalo nek denarni tok. In kasneje lahko v vsakem trenutku rečeš stop, ne bom več se ukvarjala z platformo OnlyFans. Če ne bi obstajal ta portal OnlyFans in ne bi imela te možnosti, s čim bi se ukvarjala? Meni se zdi, da bi še kar delala nohte naprej. Sam, da bi imela več strank. Bi delala verjetno po cel dan. Ali pa bi probala si odpreti salon in da bi imela svoj salon in da bi druge delale zame. Ogromno teh ljudi, ki ustvarja OnlyFans vsebine, išče države, kjer je davkov manj. Ja. Zakaj je to? Recimo, eni grejo v Dubaj, odprejo firmo v Dubaju, eni odprejo firmo v Bosni. V čem je prednost, da imate pač ustvarjalci različnih vsebin? Pa v bistvu v Sloveniji so zelo visoki davki. Meni se zdi, da je to ena država, ki ima najbolj visoke davke tule po celem svetu. In kakšne si poiščejo nekaj, ki jih skoraj ni, ali pa da so zelo manjši davki. Tudi zdaj po novem za OnlyFans rabiš imeti odprto firmo. Jaz, ki sem si ga naredila, je bilo glih na 24 ur 2 tedna po tem objavljeno, da rabiš po novem imeti firmo, zato da so zelo velike globe, tudi po 30 000 evrov kazni, če nimaš firme odprte. To je vsak, ki to počne, mora imeti firmo.
Ja, čeprav jo nimajo še. Poznam eno, ki ima zdaj zelo probleme s sodišči in še z vsemu, ki se bo vse še naprej zavlekalo, ker so zelo visoke kazni. So pa kakšne punce, ki to delajo že 2-3 leta in morajo zdaj za vsa 2-3 leta nazaj vrniti davke. Pa so mogoče denar porabile, pa morajo zdaj to vse vračati nazaj. Ti ta denar, ki ga zaslužiš, porabiš, živiš razkošno življenje ali Pa v bistvu dosti šparam na sebi, edino glede avtomobilov, to ne, drugo pa bolj šparam. torej, tam je BMW oziroma Drifter, sem prav si zapomnil? Ja. Ko boš zaključila čez 3 leta, takrat boš šla pol na nohte full time ali boš kaj Meni se zdi, ja, da bom nohte še naprej delala, čeprav ne do katerega leta bom rabila glih delati še. Mogoče bom do 40. delala, pa bom pa zaključila. Torej, pri 40 načrtuješ, da se upokojiš. In ko boš v pokoju, kaj boš počela? V bistvu še ne vem. Točno. Je še predaleč. Ja. Da si komaj na polovici. Kaj bi bil tvoj nasvet ljudem, ki v tem trenutku nimajo nekih rešitev, se borijo v življenju? Ja, zdaj za punce, če želijo riskirati, da si odprejo OnlyFans. Za fante pa bolj težko, da bi vedela, ker pri tem ne bi glih nekaj zaslužila. Podcast, ki ga objavljamo, vključuje strategije odličnosti. V čem misliš, da si ti odlična? Po karakterju, ker sem do vseh ljudi prijazna, nikoli ni, da bi kogarkoli sovražila, vsem tudi pomagam. Ponavadi so ljudje, ki imajo, so škrti, ampak jaz na primer nisem. Imaš občutek, da te ljudje s tem izkoriščajo? Ja, imam občutek, tudi mami mi govori, da me izkoriščajo, v bistvu mi tudi kolegi kakšni rečejo, da na primer kakšni sploh niso moji ta pravi prijatelji, da me hoče sam izkoristiti. Isto, ke ne vem, avto dam na popravilo, jaz namesto, da bi za popravilo dala 2000 evrov, plačam 3000, ker ne vem toliko stvari glede tega, pa še vejo, da bom dala v vsakem primeru, vejo, da mi ni problem dati, samo vem, da sem tudi jaz na tem dosti na izgubi. Kaj pa se ti pokvari, da daš 3000 evrov? Toliko se ti kvari avto? Ali? Ja, Kaj toliko dirkaš z njima? Kaj? ja, kupujem take avte, ki so močni zelo in imajo take motorje, da če se kaj pokvari, da Če me zanima, ti si še zmeraj mlada voznica, nisi? ja, To imam se boš- eno leto šele izpit. Ja, moraš paziti, kako hitro voziš, ali Ja, še posebej. Ne? ja. Sam na teh poligonih, kamor greš, pa tam ni omejitev. Tam ni nobenih omejitev. Zdaj, ko sem šla tja v Nemčijo, tam je vse neomejeno. Koliko si šla takrat na uro? Zdaj v Nemčiji imaš en avtoban cesto do tja, ke sem pač sprobala, ko gre moj avto, ke nimam blokade, tako da gre več kot 300 na uro, gre tudi 320. 320 si šla. Wow, kakšen občutek. Pa v bistvu zdaj sploh nima več občutka, kot da bi šla hitro, ker sem že tako navajena tega. 320 je kar hitro. Pričakujem, da bomo dobila negativne komentarje na podlagi Ja. teh vsebin, ki jih zdaj pač snemava oziroma pripravljava, na podlagi tega podcasta. Kaj je tvoj odgovor ljudem, ki te obsojajo? Da naj se brigajo za sebe. Da je to moje življenje, oni imajo svoje življenje in da jih v bistvu ne rabi zanimati, kaj delam jaz. Če že komentirajo, je to mogoče samo fovšija, nič drugega. Ma se te kdaj ti komentarji dotaknejo? Pa v bistvu glih ne, ker s tem, ko dobivam komentarje, me ljudje še bolj gledajo, tako da mi je tudi všeč ti komentarji in vse. Da ljudje govorijo o meni, ker s tem tudi mene več ljudi pozna. Tako.
Torej, kdorkoli bo nekaj negativnega komentiral, bo tebi Ja. naredil koristno. Ja, v bistvu, ja. Ja. Tudi če ne pišejo kaj grdega o tebi. Ja, v bistvu tudi, ja. Rečete, Karkoli. hvala, ker si mi napisal grd komentar, Ja. zdaj imam več ogledov. Ja, zato ker naprej delijo posnetek, daj poglej to, kva je napisala gor. In poj, na primer, grupa ljudi to gleda, pa naprej pošilja vsem prijateljem. In poj ti prijatelji mene vidijo in jih, na primer, zanimam. In gre poj tako naprej vse. Čeprav jaz se spomnim, ko sem začenjal objavljati prve posnetke in sem dobival negativne komentarje, so se me dotaknili. In še posebej so se me dotaknili komentarji, ko nekdo je govoril grde stvari o moji družini. Ker niso nič krivi, kar jaz počnem. Torej, nekdo je napisal, da je poglej si svojo družino, pa tako, in vem, da me je takrat prizadelo. Ti si ravnodušna, torej, če kdo reče kaj tvoji mami, pa ona joče, a pa žalostna zaradi tega, Pa pa v če bi... bistvu, če on reče kaj o moji mamici, se in jaz in moja mami obedve smejeva temu. Tvoj sin bo šel čez nekaj časa v šolo in potem bo dobil telefon in potem bodo njegovi sošolci lahko videli te vsebine za nazaj in mu bo kaj rekli, kako mu boš to pojasnila. Pa ne vem, povedala mu bom to, da sem jaz njega lahko vzgajala in vse, da sem pač rabila to narediti. In bom jaz zdaj razumel, tudi pa ne vem, če bo čez 100 let to še kar toliko znano, ker na primer na korono smo vsi pozabili na one fidget spinnerje, ki so bili najbolj znani, smo vsi pozabili. Na kakšne znane osebe, ki smo jih vsi poznali, vsi pozabimo na to, sploh se ne govori več o temu, tako da se meni tudi zdi, da bojo tudi o meni nehali takrat govoriti, ko bom jaz zaključila s temu. Sam tega ne veš, ne? Lahko v teoriji bo OnlyFans prihodnje še rastel in bo ti posnetki v bistvu bojo stali gor. In bo lahko on prišel do njih in ti boš mu rekla, oprosti, to sem naredila, ker sem rabila tebe preživeti. Ja. V bistvu, ja. Rekla si, da ne boš več imela otrok. Ne. Zato, ker sem imela preveč tudi travmatičen porod in carski rez. Ker sem tudi jaz ful krvi izgubila, ta malo je začel tudi utrip izgubljati, so rekli, da lahko umre in sem rabila hitro zarezati. Pa vse skupaj je trajalo 15 ur. Tako da ne vem, če bi še kdaj šla čez to. Takrat, ko si bila noseča, si hodila v šolo še? Ali... Jaz, ko sem bila noseča, sem nehala poj hoditi v šolo. Takoj, ko si... Nosila sem skozi najbolj ohlapne obleke, noben sploh ni vedel najprej, da sem. Jaz, ko sem rodila, so vsi mislili, da to najprej sploh ni moj otrok. Takrat so vsi govorili, da to sploh ni moj otrok, ko sem podprla OnlyFans, so pa vsi začeli govoriti, da imam otroka. Mama je vedela. Mislim, mami prve 2-3 meseca isto ni vedela. Te je bilo strah povedati? Ja, zelo. In ko si Ko sem ji povedala, je bila pa najbolj vesela. Tudi ona si zmer želela sina imeti, pač fantka. Nikoli ni imela fantka, je pa tudi imela zelo željo skozi merkati mojega bratranca, ker je bil fantek. Tako da, ko sem pa jaz rodila fantka, je bil moj ta mal od skozi nej ful všeč in je tudi skozi njemu. Kaj je neko sporočilo, ki ga imaš za ljudi, za to, da bojo dosegli nek uspeh v življenju? Da ni zmer šola tista, ki te naredi, da ti lahko nekam daleč prideš, da so kakšne stvari, da se lahko znajdeš v življenju, da ne rabiš iti v normalno službo, ampak lahko dobiš tudi kaj več. Če se spomniš kaj, pač, na primer, kakšno idejo, da bi si kaj ustvaril. Ti nisi odvedno razmišljala, da boš to počela. To si se spomnila. Nikoli nisem pomislila, da bi kaj takega jaz delala. Mene je bilo sram še v kopalkah iti ven.
Mislim, zdaj te je sram iti kopalka ven? Ne, zdaj me ni nič več sram. Zdaj, vem, rekel si, da online svetu te ni, v resničnem svetu te je? Pa zdaj v kopalkah me glih ni sram iti več ven. Majčkeno sem dobila samozavesti. Zdaj, če ne bi imela neki samozavesti, me da ne bi danes tudi upala sem priti. Tvoje življenje zdaj se je spremenilo, praviš na bolje. Ja, zelo bolje. In ko gledaš te pluse in minuse, ki jih imaš, ne, torej plusi so finančno, recimo preskrbljenost, vstaješ lahko ob 12, če želiš, ne. Minusi si rekel, so tudi to, da te ljudje na ulici srečujejo, da te včasih kdo odgovori, celo nekdo te je udaril po zadnjici, ne. Kako lahko zdaj v bistvu razmišljaš o svoji prihodnosti skozi te pluse in minuse, ki so del tega? Pa plusov je toliko več, da na minuse velikokrat pozabim. Mogoče še ena stvar, ki se nisem dotaknila, je ta, da kljub vsemu, da se zdi, da je to neko lahkotno delo, vsak dan nekaj delaš, torej zahteva neko disciplino. Ja, ampak ti vzame pol ure na dan. Namesto 8 ur na dan, kakor v normalni službi. Ne, če moraš iti vsak dan v fitness. Ja, ampak to bolj za sebe tudi delam zraven še. Okay. Torej, fitness rabiš iti vsak dan. Sem hodila tudi, preden sem imela. OnlyFans. Ja. Torej, to zahteva, da skrbiš za svoje telo. Paziš, kaj ješ? Tudi ja. Zdaj merkam, da ne hodim v McDonald's, take stvari. Kaj pa ješ, recimo? Pa jem kakšnega, ne vem, piščanca. Pa tako, bolj samo beljakovine, da ne jem maščob. Ok. In vsak dan moraš nekaj objavljati, moraš tudi objavljati, se reka, na socialnih omrežjih, torej rečeš, da je pol ure ti res vzame samo? Pa v bistvu si enkrat na teden vzamem 20 minut, da se zunaj malo posnamem, ko hodim po cesti. In je to dovolj, da imam za en teden materiala. In vse, kar rabim narediti, je samo, da objavim gor ta posnetek, ko hodim. A ti kdo ureja te profile oziroma te stvari? Ne, Vse vse delam sama. Ja. In tudi vse posnetke, ki jih narediš, so tvoji, jih sama objaviš tudi na OnlyFansu. Torej, nimaš nobenih stroškov, da bi nekoga zaposlovala ali pa tako. Ne. Ok. Kaj bi rekla tvoji mami, ki te zdaj morda posluša? Da je slišala mogoče kaj, kaj prej ni. Imaš še kakšno sporočilo za njo? Ja, hvala, da nisi jezna za to, kar delam. Kaj bi rekla pa svojemu sinu? Ja, če bi me razumel. Ja. Da upam, da to ne bo glih vplivalo na njegovo prihodnost, pa da bojo ljudje na to pozabili. Kaj imaš rada, je tako? Kako imaš rada? Kako imaš rada? Kako? Kako imaš rada? Kako močno? Ja, da ga imam zelo rada. Kaj imaš? Mi je na prvem mestu, še kar prosim. Je kaj tazga, ki bi te moral vprašati, pa te nisem? Meni se zdi, da ne, da si kar vse vprašal. In nisem te pa odvrnil, ne? Ne. Tudi, kaj bi mogel reči, da bi te odvrnil? Mogoče to glede zaslužkov pa to, da bi to malo odvrnila, kakšno tako vprašanje. Mislim, čeprav zaslužki na OnlyFansu ne odvračajo, v bistvu so privlačni. Ja, so meni, ja. Samo glede govorjenja in tega. Neprivlačno je pa kaj deli. Aha, to pomeni, da v resnici ne rada govoriš o zaslužkih. Ja. To misliš, ne? Ja. Ker je tveganje
ker potem bo še več ljudi, ki bojo hoteli sam narod tebe, ne? Ja. In boš težko našla svojega princa na belem konju. Tu iščeš fantazije aktivno, ali ne? Pa v bistvu nekako zdaj tako dosta uživam to, da sem samska. Tudi zato, ker ko gledam fante, zdaj odkar imam OnlyFans, me sam še bolj odvračajo fantje. Pobrž, razmišljaš o tem, da bi imela žensko v zvezi? Ali ne? Ne, to pa ne, tudi te. Ne. Razmišljam biti samska, pa če si bom kasneje kakšnega najdla, ki bova v redu skupaj gradila prihodnost. A boš fantu, ki ga boš imela, dovolila, da ima OnlyFans platformo? Pa v bistvu, če ga imam jaz, pol je nekako fair, da tudi on lahko gleda druge. Ampak samo gleda. Živo pa ne. Torej, ti v bistvu imaš OnlyFans tudi zato, da ti gledaš druge? Ne, to pa ne. Sam pol ne veš, kaj ljudje počnejo, da bi kaj skopirala. Pa v bistvu bolj sama delam vse stvari, bolj kopiram mogoče kaj na Instagramu. Za na OnlyFans pa je tako vsaka svoja. Kje dobiš pa pol ideje za to? Pa v bistvu mi fanti napišejo ideje, kaj oni radi gledajo. Kako boš vedela, če najdeš zdaj enega fanta, da je res s tabo res zaradi ljubezni in ne zaradi denarja? Zaradi tega, ker ne bi nikoli hotel, da kaj plačujem njemu. Čeprav kakšni so na začetku tako, da najprej nočijo, pol pa kasneje začnejo namigovati, da želijo določene stvari. Torej, ko fant hoče, da ti plačaš pijačo, te že strah. Ja, mislim, ponavadi sem jaz tako z vsemi, da vsak plača pol. Vse. Tudi McDonald'su. Ja, posod. Ti plačaš svoje, jaz plačam. Ja, tako sem zmenjena z vsemi. Bravo. Lucija, Astra, kaj reč slišiš? Astra ali Lucija? Balastra. Balastra. Kako si izbrala pa to ime? Ko sem bila mlajša, sem igrala eno igrico Fortnite in iz tega sem poimela to ime že pri 13-14 letih. In od takrat me pač vsi že kličejo Astra do zdaj. Astra, hvala za to, da si bila naša gostja. Nismo te odvrnili, jaz ti želim, da boš še naprej uspešna, srečna in tudi, da bo tvoj otrok, ko odraste, ti lahko znal reči hvala, ker si, verjamemo, ogromno naredila tudi za njega. Hvala. Za konec še moj komentar na današnji podcast. Morda sem preveč izrazito omenjal to mojo očetovsko skrb, še posebej, ker je moja hči toliko stara, kot je stara Astra. Mene se je njena zgodba dotaknila. Jaz verjamem, da boste lahko skozi celotno vsebino zaznali, da gre za čudovito živo bitje, čudovito dušo, ki v nekem trenutku lahko ni najda drugega izhoda, druge rešitve. In tudi, če se ne strinjate s tem, kaj ona počne, upam, da se strinjate s tem, da si želi dobro za svojega otroka, da si želi ustvariti neko finančno in drugačno svobodo zase, za svojo družino in da lahko morda z drugačnim ravnanjem in upravljanjem denarja to tudi naredi. Pomembno mi je to, da z vsakim gostom damo nekaj koristnih, konkretnih strategij odličnosti in da se lahko vsi skupaj nekaj naučimo dobrega, kar potem naredi tudi vaše življenje lepše, boljše in takšno, kot si ga sami želite. Verjetno veste, da sem pri Toniju Robbinsu že vrsto let trener in v nekem nagovoru je Tonijeva žena Sage Robbins imela eno mamo in ta mama je rekla, da ima 3 otroke in vsi 3 otroci so odvisniki od kokaina. In njeno vprašanje je bilo, zakaj je meni Bog poslal te 3 otroke,
In na koncu prišla skupaj s Sage, ki je postavila različna vprašanja do zaključka, zato, da jih imam takšne, kot so, brezpogojno rada. Tukaj bi vam še posebej rad dal en pomemben poudarek, to je, da vaše življenje je vaše življenje. Jaz verjamem, da ste kot starši dali vse od sebe. Da ste z orodji, ki ste jih imeli takrat na voljo, dali otrokom, kar ste lahko dali. Če bi se lahko vrnili nazaj, bi verjetno takrat spoznali znanja NLP-ja, hipnoze, coachinga in jih konkretno koristno uporabili v procesu same vzgoje. Zato jaz dostikrat rečem ljudem, že ko je otrok v trebuhu, ali pa še prej, je pravi čas, da delate na sebi. Se vi izboljšujete in tudi če je otrok odrastel, nikoli ni prepozno, da se ne bi naučili nekih tehnik in orodij, ker bi vi sebi pomagali in s tem pomagali tudi drugim. In moja povabila za vas je to, da dajte si dati neko namero, da boste postali najboljša verzija vas samih, da boste vsa ta znanja, ki jih zdaj upam, dobivate skozi vsebine, ki jih pripravljamo za vas povsem brezplačno skozi naše podcaste, da boste ta znanja res načrtno, zavestno uporabili za nekaj dobrega. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Vabim vas, da delite, všečkate in tudi komentirate naše vsebine, kajti s tem nam pomagate, da se te vsebine razširijo širšemu krogu ljudi. Ni treba, da se vsem strinjate, ni treba, da me je vse všeč, ključno je to, da rečete, tukaj bom neko strategijo vzela, lahko razmislite o tem, da je lahko sedaj pravi trenutek, da se nekaj novega naučite in s tem razširite svoj model sveta. Dajmo nehati obsojati ljudi, ki so drugačni kot smo mi. Dajmo nehati se ukvarjati s tem, kakšne rjuhe ima soseda. Ker v tej zgodbi, ki jo verjetno poznate, kako žena začne možu razlagati, poglej, kako umazane rjuhe suši naša soseda. In mož ji reče, ne žena, motiš se. Naša okna so umazana. Ni problem v njenih rjuhah. In točno to je v vašem življenju. Ni problem, da je svet grd. Težava je v tem, da vi gledate na svet, na življenje skozi oči, ki so oči nepopolnosti in iščete napake. Kaj pa, če bi se zbudili zjutraj in rekli, danes bom iskala dobro v ljudeh. Kaj pa, če bi za en dan nehali obsojati, nehali biti kritični, nehali biti v nekem slabem stanju. Naredite ta test, da se k temu spodbujam. Počaščen, hvaležen, da me spremljate, da ste z nami, da se teh znanj in vsebin nekateri prav veselite, ker mi tako tudi napišete. In hvaležen še enkrat za vaš komentar, všeček. In upam, da ste naročeni na naš kanal. Mi imamo cilj, da dosežemo 10,000 naročnikov. Verjamem, da je ta cilj možen, zato če še niste naročeni, dajte se naročiti, kajti bližamo se vztrajno številki 10,000 naročnikov na našem kanalu. Hvala, ker ste. Verjamem v dobro, ki je v vas. Verjamem, da imate ogromno potencijala, ki ga lahko izkoristite in dajte si namero, da boste naredili nekaj dobrega. Zase, pa za ljudi, ki jih imate radi.